Na vrsti so ponovno vaša vprašanja. Tokrat zelo enostavno, a zanimivo. Kako vozijo vozniki, ko imajo poškodovan bolid? Namreč na veliki nagradi Japonske smo videli situacijo, kjer je Charles Leclerc s svojim Ferrarijem, kjer je imel poškodovan prednji del tega profila, kjer je imel poškodovano to bočno ploščo, kolikor pogledamo čase, vozil primerljivo s tistimi časi, ki jih je potem naredil z novim sprednjim aerodinamičnim stabilizatorjem. Torej, v zgodovini Formule 1 smo videli kar nekaj primerov, ko so vozniki vozili s poškodovanim bolidom. Poškodbe so bile lahko take, da so potem odstopili ali da so končali dirko. Ni važno. Poglejmo samo nekaj primerov tistih najbolj znanih. Gilles Villeneuve v Kanadi leta 1981. Michael Schumacher v Belgiji 98. ter Fernando Alonso v Bakuju 2018, ko je imel prebiti obe pnevmatiki na isti strani bolida. Seveda, poškodbe so lahko različne, lahko jih povzroči voznik sam, lahko pride do trka med dvema voznikoma. Poškodbe so lahko take, ko ni možno naprej voziti z bolidom, so lahko take, ko je možno priti samo do boksu, po času, da se na primer zamenja predrto pnevmatiko, da nov aerodinamični profil in odpelje naprej, ali so poškodbe tako majhne, ali pa jih ni mogoče popraviti, da avtomatsko voznik pelje naprej. No, te poškodbe, katere dovoljujejo vožnjo, lahko ločimo v bistvu na dva tipa. Tiste, ki so nekako povezane z mehkanskim delom bolida in tiste, ki so seveda povezane z aerodinamičnim delom bolida. Seveda, tu moram poudariti sedaj dve stvari. Prva je ta, da mnogo stvari sem v teoriji že obdelal in bližnjice do teh prispevkov dobiste seveda v opisu. Tu jih bom samo omenil, ukolikor koga zanima kaj več, si lahko prosim tam pogleda. In druga zadeva, katera je seveda očitna, sam ne vozim Formule 1 in še toliko manj poškodovane Formule 1, tako da ne morem iz prve roke povedati, kako se vozi poškodovano Formulo 1, a lahko si predstavljam. No, začnimo prvič, kaj se zgodi z bolidom, ko dobi tisto poškodbo v mehanskem delu. In tu ne govorim tisto, da pride do kakšne poškodbe na primer hladilniku oziroma da dobi kak udarec v bok bolida, ampak več ali manj, da tiste poškodbe, ki so vezane na prednjo os, na tisto prednjo vpetje, ko z prednjim kolesom voznik nekam udari in pride do sprememb na tem delu. Seveda, spustimo tukaj kakršnekoli težave s pnevmatiko samo in poglejmo, lahko se spremeni kot, na katerem je pretrjeno kolesa. To se pravi sprememba toe in caster, kar je seveda v bližnjicah, kar pomeni poenostavljeno spremembo mehanskega oprijema, seveda na manj. In druga zadeva, katera je nekako logična spremembo tega kota, se lahko spremeni tudi krmilni sistem, poenostavljeno povedano, ko ima voznik usmerjen volan naravnost, bolid lahko zavije v eno smer. In to lahko seveda kompenzira z drugačno držo volana, malce ga drži bolj po strani, ko gre naravnost in nekako gre skozi. A tiste spremembe, ki jo ima v mehanskem delu, seveda ne more kar tako opraviti. Druga zadeva je sprememba pri aerodinamičnem delu bolida, to se pravi vse poškodbe tega prednjega profila oziroma prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, tistih bočnih usmernikov, katere hočeš nočeš ne morejo popraviti v boksu, ukolikor pride do kakega trka, ki je tam, in tiste poškodbe, katere so zelo pogoste v današnji Formuli 1, ampak jih ne vidimo, poškodbe ravnega dna. In če pogledamo, kak je seštevek teh raznih aerodinamičnih komponent v skupku vsega oprijema, vidimo, da so prav tiste na dnu, tiste najbolj važne in tiste, ki so verjetno najbolj odgovorne za kakšne odstope, ko pravzaprav bolid zgleda cel, a ne more več z njimi voznik naprej. A kar je bolj zanimivo, kar moramo razumeti, je to, da vse te poškodbe, tako mehanske kot aerodinamične, spremenijo uravnoteženost bolida. Samo spremenijo na rahlo drugačen način, kot smo mi navajeni. Namreč, ponavadi se o spremembi uravnotežja govori, ko se spremeni tisto razmerje med oprijemom na prednji in zadnji osi.
Ukolikor pride do kakega konkretnega trka med dvema bolidoma, pride do spremembo med levo in desno stranjo bolida, to se pravi, upor, ki ga ima na eni strani, je večji kot na drugi. Kot smo že povedali, bolid ne gre več tako enostavno naravnost, ampak rahlo zavija. In tudi v levi ovinek se obnaša drugače kot v desni. In tu pride do izraza tista senzibilnost, tisti talent voznika. Ukolikor pogledamo, v kakem položaju so vozniki v bolidu, vidimo, da je tisti del njihovega telesa, kateri je v neposrednem stiku z bolidom, šasijo, njihova zadnjica. In prav s to mišico voznik čuti, kako se obnaša bolid. Namreč, v katero smer drsi, kje so kakšne vibracije, kdaj izgublja oprijeme, on čuti to. Je neka raziskava, da so gledali, kako je mišica sploh formirana pri raznih voznikih, a to ni zadosti. Ni potrebno samo čutiti bolid, v katero stran bo šel, treba je tudi imeti tisto senzibilnost, kako to situacijo rešiti. In tu se vidi tisti res pravi talent velikih šampionov, ki so sposobni bolida voziti tudi v takih razmerah. Kako pa to izgleda v resnici? Enostavno ločiti moramo na tisto, kar se dogaja na volanu, kar sem že nekako omenil, to se pravi drugače zavijanje, verjetno bolj nežno, bolj blago, zavija se pa mogoče prej, govorimo lahko o delčkih sekunde. Druga zadeva je pa, kako se deluje na zavore in na plin. Seveda se tista točka zaviranja pomakne bolj nazaj, zavirati se začne bistveno prej in bistveno bolj nalahko, da so te sile, ki delujejo na ta del, v bistvu zmanjšane. Podobno s plinom, začne se ga dodajati kasneje in bolj, bom rekel, na nežen način. In seveda, sedaj smo prišli na tisto točko. Zakaj nekateri vozniki nadaljujejo z vožnjo? Seveda, mi kot gledalci, kot navdušenci, ne vemo, v kakem stanju je bolid. To ve oni, ko ga vozi. In počasi, kakšenkrat vidimo, da je ta razlika med celim bolidom in tem poškodovanim bolidom, če gledamo čase nakrog, minimalna. In seveda, sedaj se moramo zavedati tega. Na bolidu Formule 1 so vsi deli nujni. Ukolikor nekaj manjka, vpliva na bolid. Če je ta vpliv seveda majhen, voznik nadaljuje in poskuša skompenzirati. Njegovi časi ne bojo perfektni, bojo še zmeraj znosni. In isti bolid lahko dva različna voznika v takih situacijah tudi različno hitro vozita. Zato le tisti najboljši so sposobni sploh peljati poškodovan bolid. Tako, skoraj tako hitro, kot če ne bi bilo nič. Torej, vidimo, da je pri poškodovanem bolidu glavna točka na vozniku samem, ali je ali ni sposoben ga prvič sploh peljati in drugič peljati hitro. In upam, da sem nekako orisal, kje so tiste točke, kjer je zanimivost vožnje s poškodovanim bolidom. In seveda razumeti moramo, da situacija, čeprav lahko od zunaj izgleda še nekako znosna, je voznik tisti, ki najbolj ve, kaj je tisto, kar je pravo. In seveda, tu pa ne trdim, da se morajo vozniki vztrajati v vožnji z poškodovanim bolidom. Namreč nikoli se ne ve, v kakem stanju je tisti poškodovani del, ali bo vzdržal na visoki hitrosti, ali bo kaj odletelo, ali bo koga poškodovalo. Ena izmed glavnih zadev v dirkah Formule 1 je tudi varnost. In vsako klicanje k tem, da bi si šlo prek tistih, bom rekel, razumljivih mej varnosti, je po mojem čisto nepotrebno. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.